nek sprehod, mogoče tudi piknik ob sončnem zahodu z zajcem. Zajcem pečenim ali tako? Ali zajec kot neka specialiteta ali... Živjo džungla, z vami sva Blaž in... Ana! Ana? Kva? Tle na džungli so rekli, da sva mi dva prijatelja. Kaj bi ti rekla, glede na ta naš prijateljski odnos? Sva prijatelja? Glede na najin odnos, imam taka pes pa mačka. Ja, to je res. Bi se kar strinjal s tabo, ampak tle smo zaradi nekih drugih stvari, zato me zanima, kako bi pokomentirala svoje izbire oziroma svojo izbiro partnerja do danes? Blaž. Pa ne, meni se zdi kar kul, ampak pač ni se najbolj išlo, karkoli sem poskušala do zdaj. No, sej lih zato smo danes tukaj, da ti jaz izberem enega pravega kandidata oziroma kandidatko in tako da ja, ti boš šla tja v sobo poslušati, kaj jih bom jaz spraševal. Sem za zaveso, na drugo stran bojo prišli in to je to, zbrali ti bomo pravega in če do zdaj nisi bila ti uspešna, bom danes uspešen jaz, to je to. No, Ana, hvala lepa za sodelovanje, zdaj lahko vstaneš in greš v sobico in tam počakaš na nadaljevanje. Hej. Adijo. A imaš kakšne posebne tehnike ali pa taktike? Mislim, kakšne posebne tehnike nimam, ampak nekaj smo potrudili izbrati, ne. Mislim, glede na pretekle izkušnje, oziroma kar mi je ona povedala, jaz mislim, da ne bo težko izbrati boljšega. Ja, ja, ubila me bo. V redu je. A si ready, da najdeš Anino novo ljubezen? Ja, I'm so ready. Ok. Prvo in najpomembnejše vprašanje za Ano, ki vem, da bi ga tudi sama postavila, ker drugače pač ne gre. Me zanima, kaj ste po horoskopu? Tehnica. Tehnica? Ok. Škorpion. Škorpion. Dvojček. Vodnar. Lev. Dobro, ovnov ni, drugače bi že odpadli. Tako da gremo dalje. Predstavljajte si, da ste sami na samotnem otoku. Kaj so 3 stvari, ki bi jih imeli s sabo? Japonke, očala, žoga. Ok. Sončna krema, labela, sončna očala. Ok. Jaz bi vzel nož, kresilni kamen pa... Nož? Kaj je rekel? Ne vem, nekoga, ki mi je blizu, pač da ne bi bil sam tam, ne. Mogoče bi vzel pa kolegico tam čez zraven. Ok. Jaz bi isto vzel eno osebo s sabo, zato da ne bi bil sam, ker ne moram biti sam. Dobro. Sončno kremo. In tretja stvar, sončni špegli. Ok. Jaz bi pa jogi, ker ne vem, kje bi spal. Kaj jogi? Make sense. Knjigo, Kakšno knjigo? kakšno debelo enciklopedijo. To se res rabi na samotnem otoku. Pa dejko, če bi bil mraz. Dobro, pametno, ja. Bom šel kar na naslednje vprašanje in sicer, če bi se pisala knjiga o tvojem življenju, kako bi ji dal naslov, oziroma dala? Kako biti površen perfekcionist? Ok. Za voljo zgodbe. Kako? Za voljo zgodbe. Ok. Drugačen od vseh drugih. He's different. Pick me. On je drugačen. Jaz bi dal pa all good things must come to an end. Vse dobre stvari pridejo k koncu. Ok. Depresivno. Sneg v puščavi. Ok, I like Ok. that. Kakšna je tvoja definicija zabave, oziroma kaj pomeni se imeti fajn, kako se najbolj zabavati? Krog najboljših prijateljev, kakšen kozarček, 2 Ok. in obvezno dobra muzika. Ok. Kaj je dobra muzika? Blaž, Lahko kar vprašaj, pod kaj vprašanje, je kaj pa je dobra muzika? Hvala. Vse razen Balkan. Aha, ok.
Jaz se kar strinjam številko 1, sam bi še dodala deep pogovore. Ok. No, jaz bi pa združil vse, kar sta moja dva kolega prej povedala. Nek experience, ki ga v bistvu skupaj doživimo, pa naredimo iz tega neke nepozabne spomine. Ok. Lepo. Mora biti dobra glasba in seveda se pravi žurke, na katerih spoznavam nov folk. Tip žurke bolj tako klub žurka ali bolj Festivali. tako? Festivali, ok. Moj tip žurke je pa Sunday veselica. Sunday veselica, ok. Veselica. Klubi so bolj tako pri meni. Mene za trojko imam vprašanje. Zakaj tako drugačen od vseh? Ne vem, nisem hotel biti, kakor so vsi ostali, nisem nikoli sledil, nisem bil nikoli neka ovca, razmišljal sem svojo glavo in zaradi tega sem v bistvu nekako drugačen, ker se mi zdi drugačnost v bistvu nekaj posebenega, ker če bi bili vsi isti, ne bi bilo tako zanimivo, no, kakor je lahko drugače. To je res, se pravi tako malo rebelde scena. Upornik? Upornik Ja, po malo. svoje vrste itak, ja, moraš biti malo upornik, pač se pravila so zato, da jih kdaj tudi kršimo, ne. Tako. Ok. Ne znam prebrati svojih zapiskov sicer, tle se mi zdi se. Klasika. Petica, zanima me, malo več bi rad slišal glede tega puščavskega vajba od knjige. Drugače je zelo podoben, kot od trojke. Sneg v puščavi lih ne paše, zato jaz bi v lifeu probal čim več stvari. Tudi mogoče tiste, v kere ne pašem. Okay. Pa da vidim pojt, če pašem slučajno. Tako, pač sneg ne paše v puščavo. Pa da probam jaz tudi. Pač meni je ta odgovor drugače ful všeč, tako res mi je všeč. Ok. Kateri komad lahko poslušaš milijonkrat in se ga nikoli ne naveličaš? Samo malo. Prej sem ga poslušal, samo ga nisem toliko časa čul, sem moral zdaj spomniti naslov. Lahko zapoješ, ni problema. Čekaj. Ja, vem. If we can build this place together, nothing's gonna stop us. Tokio od Joker Out. Ok. Lahko malo zapoješ, ker ne vem, kjer je točno. Je A lahko ne, please? Jaz bi pa lahko poslušal na repeat Time od Hansa Zimra. Ok. Od koga? Od Hansa Zimra. Hans, ok. Od Cimra, kerega. Moja najljubša pesem, ki bi jo skozi poslušal, je pa od Bee Gees Stayin' Alive. Aha, ok. Ja, jaz glede na to, da sem rekel, da imam veselice zelo rad, najrajš. Mislim, da bi kar Marjanca kle. Marjanca. Gladko. Ok. Lahko zapoješ, ki ne vem. Ja, lahko, komod. Marjanca, a ti kaj misliš name? Ok. Mi je žal, da moram nekoga zbrati, ker bi najraješ pač ohranil vse še malo naprej, ampak moram se odločiti, ampak nažalost moram sporočiti, da se v naslednji krog ni uvrstila številka 4. Živo, Blaž. Čau, me veseli. Blaž. Res? Ja, tudi jaz sem Blaž. Smo pa lik Blaža zmer. Krog številka 2, ok, gremo dalje. Kakva je tvoja ideja za romantičen večer? Z oldtimerjem, oziroma nekim old naberede nad Koprom, sončni zahod, z eno buteljko vina in verjetno neko tortico. Tortico, kakšno tortico? Sadna, čokoladna? Čokoladna. Čokoladna tortica, dobro. Tako, Ja. super. Kljubca? Jo ob spremljavi glasbe iz 70-ih in tortico in buteljko vina uživava. Potem pa bomo videli, kaj bo. Ne? To je začetni paket je to. Ok. Nek sprehod, mogoče tudi piknik ob sončnem zahodu z zajcem. Čakaj! Z zajcem pečenim ali tako? Ali zajec kot neka specialiteta ali govorimo tako? To je, Na povodcu zajec. to je vino, zajc. A ja! Tako, ja, no, ok. Pogovarjanje, da se spoznaš z osebo, da vidiš, če klikneš, kakorkoli.
Ne vem, verjetno bi se že prej začeli, ne samo zvečer, da bi nekam šla skupaj, da bi se mogoče v nekih drugih okoliščinah spoznala, ne samo, da se usedemo nekam na pijačo in to je to, da osebo spoznaš čez nek dober pogovor, da vidiš, če to steče, pol pa itak vidiš, a je neka kemija ali ni. Jaz bi pa klej izbral mogoče eno klasiko, kakšen kino, kakšen romantičen film, kakšen 2 urice dolg približno, glih toliko, da se malo grejo atmosfera, poj strolo dam. Dobro. Pol pa ja, ne vem, jaz nisem glih fan zajca oziroma vina, tako da bi verjeten, jaz bi kakšen Bolj svinina pirček. kakšna. Ne, jaz bi kar, mislim, njej bi dal izbiro, da si izbere, kar želi. Okay. Jaz bi verjeten kakšen pir spil. Pol pa bi kaj skuhal, no. Kar si želi. Mislim, verjeten bi rabo kakšno urico, 2, 3, ampak bi pa naredil, bi se potrudil. Mene najbolj zanima, praviš, da tako, kakšne 3 urice bi kuhal, ne? Ja, sigurno. Se pravi, zdaj ne moremo tle pričakovati neke pašte s tuno ali nekaj, ampak bo to neka konkretna večerja, ne, v 3 urah. Dobar, ne. Glede na moje sposobnosti v kuhinji sem rekel tako 3 ure. Okay. Ampak imaš kaj določenega v mislih, tako kaj bi skuhal? Testenine. Pa verjetno lih kakšno pašto, ja. Paštica, ok. Carbonara. Safe varianta, a ne, tako, v redu. Kdo ti je poslal zadnji SMS in kaj je pisalo? Da takoj razčistimo zdaj, koliko je ura? Moja sestrična. Ok, kaj pa je pisalo? Sem že rešila, hvala vseeno. Ok. Pač meni je zadnji SMS poslal A1, full exciting, I know. Pisal je pa, povabite prijatelje na A1 in oba bosta prejela 30% popusta na mesečno naročnino za 2 leti brez vezave. Ok, sem mislil bolj, da so ti pisali, da nisi računa plačala, ker to tle bi bil red flag že, ampak ok, ajde. Sprejmemo, v redu. Meni je zadnji pisal moj najboljši kolega. Mi je napisal, kaj ti plačajo, ko si tukaj. Po je bilo pa naslednjo še, si dobil mail za statiranje v soboto. Ok, dobro. Moj zadnji mail je pa, daj prinesem. Bolj SMS. Opa, sorry. Moj zadnji SMS je pa, a prinesem za jest kaj, daj bom 2 pici pa pol. To je to od sodelavca. Jaz bi pol pice. Dobro. Kakšno imaš mnenje o, ali pa a ti je všeč Taylor Swift? Ja. Vizualno ja. Dobro. Kaj pa ne Glasba pa vizualno? tudi v redu. Ja. Glasba je v redu? Kar, ja ne, zadnje čase je kar, ne, v sceni ona. Ok. Cool, kar hara, bomo rekli. Dobro. Jaz sem po moje tako number 1 fan. Če ima ona kakšnega fana, sem to jaz. Tako da, that's me. Pa jaz. Ja, jaz. Ok, če poznam Taylor Swift, vem, kdo je to. Zdaj pa glede na to, da smo dobili to vprašanje, predvidevam, da kolegica tam čez to ful rada posluša, ne? Ja? To jaz ne vem, ali pa je ful ne mara in zdaj ne vem. Ja, ne vem, če bi bilo ful všeč, pa tak bi rekel, evo, to bi bil en izmed experienceov, da gremo skupaj na en koncert, pa da pač vidim, če je recimo itak ona ful v tem, kaj, sploh neko doživetje dobro skupaj, evo. Ok. Jaz se pa čist strinjam s številko 3. Nisem neki največji fan, vem kdo je, poznam tata zadnji komad, pa je nepar prej, tako da kar v redu artist. Hitro vprašanje, tako na kratko morate odgovoriti. Prideš v Pariz, katero hrano oziroma kam greš jest? Kaj ješ? Brioš. Ok. Pekarna pa croissant. Ne vem, jaz bi probal polže, ko še nisem. Ja, verjetno kakšen rogljiček, bageta, tako klasika. Tudi težko se bom tle odločil, ker z enimi so bili eni tako res pridobili ogromno točk, s kakšno tudi izgubili. Se bom odločil, da 3 gre v naslednji krog in da 5 nažalost ne. Tako da žal, ja. Ne vem, v resnici. Zdravo, Čau, živo. Blaž, veseli. Gremo zdaj v 3. krog. A ti je všeč McDonald's ali ne? Ja. Tako, a huge fan ali tako Ne, sem? ne huge, ampak enkrat, dvakrat na mesec, ajde.
Okay. Meni je tudi všeč, ampak ga zelo redko jem. Jaz sem bil glih včeraj v Meku. Okay. Ni zdaj, da bi rekel, da je toliko pogosto, ampak takrat, ko nekaj krevaš, pač let's go, na nek McDrive. Okay. Če bi lahko podaril Ani eno rožo, katero rožo bi podaril? Old school, bordo rdeča vrtnica. Rdeča vrtnica? Ja. Sončnico. Jaz zdaj sicer kolebam med marjetico pa tulipanom. Po moje bi dal nek šopek marjetic. Okay. Pri rožah je pa Anina najljubša roža sončnica. Dvojkica absolutno zmaga in se obdrži in gre v naslednji krog. Tako da dvojka je naprej. Ful mi je zabavno, kako se je Blaž odločil na podlagi tega, katero rožo bi mi vsebe podarila. A bi tako za svojo boljšo polovico rajš videl, da tako dosti dela, ali ni to ena taka tako pomembna zadeva? Kako gledaš na to? Treba je razumeti, da vsak ima svoje ambicije, vsak mora zato, ker hoče doseči kar nekaj časa vložiti v to. Jaz razumem to, da človek dela in da se posveča nečemu, ki ima zelo rad oziroma ima cilj, ker bi tudi jaz verjetno tudi kar nekaj časa vložil za doseganje svojih ciljev. Ampak treba sprejemati neke kompromise, tako da če se dobro organizira, dan se da nekako uskladiti, da si nekaj časa skupaj. No? Ja, jaz se strinjam z mojim kolegom na desni. Mislim, jaz vem, da recimo z nekom, ki nima ambicij, ne bi mogel biti, ker meni se zdi v bistvu glih, ne vem, če imaš partnerja, da v bistvu ima vsak svoje ambicije in v bistvu en drugega pri tem podpiraš, ker kaj je lahko lepšega, kot če partner verjame tebe, pa te v bistvu pri tem podpira, ker v bistvu pa res to dosežem in da sta skupaj ponosna ena drugega. Pač jaz za dosežke nje, pa ona za dosežke mene oziroma za moje dosežke. Precej enako sta odgovorila, ne? Tako, kar precej podobno. Pač več, ko je, boljši ali nekaj. Da mora da merjer, ne? To je to. Tudi če se Ana, mislim, da zelo dobro razume z Obalčani, mislim, da bom tukaj izbral, da gre naprej trojka. Zato enostavno, ker se mi zdi, da bi bila Marjetic bolj vesela, kakor Bordo vrtnica. Dej. Kje foremo. Čau. Čau, Blaž, veseli. Čau. Skratka, Ana, plot twist, nažalost ne boš videla, koga zberem v finalu, tako da ti bom zdaj odklopil slušalke oziroma mikrofone in boš na koncu videla, koga sem zbral. To je to. Čau. Ne, Blaž! Ok, gremo v zadnji finalni krog. A kaj spremljate Eurovizijo? Ponovadi, ko sem bila mlajša, smo imeli z družino to neko navado, da smo pač skupaj to gledali. Zdaj pa, ko sem pač živim na samem, pa sama gledam. Ampak ja, definitivno spremljam. Trenutno imam že svojega favorita, tako da to je to, kar bom rekla. Ok, trojkica? Včasih sem veliko gledal, pa pol tudi po YouTubu, ko mi je bilo vedno zanimivo, pol, ko so tudi komentirali, pa ko so se te javljali za točke. Zdaj v zadnjih letih pa v bistvu nisem toliko časa temu posvečal, ker imam v bistvu, ne vem, druge stvari, niti ne spremljam toliko televizijo iskreno. Niti je nimam v stanovanju, da bi lahko gledal, tako da tudi če bi bila opcija, da bi se dobila ajde nekje skupaj, pa da bi pogledali, bi pač definitivno, oziroma raj bi šel v živo pogledati, ker se mi zdi, da je to, ne vem, tak, pač nekaj za doživeti, ko je malo drugače. Potem me zanima, a imata kako mnenje, za katerega menita, da je tako kontroverzno? Moje kontroverzno mnenje je to, da ti denar ne more kupiti sreče. Jaz mislim, da pač sreča je tak nek relativen pojem. Lahko si ti srečen tudi, če nimaš nekega bogatstva, ki se šteje kot v bistvu nek denar ali karkoli. Ker pač sreča je v majhnih stvareh. Če kakor eni rečejo, ja, si kupim neko potovanje, pa sem srečen, ja, ok, pač, ampak to je tak, greš za 2 tedna, priješ nazaj domov, pa si spet miserable na tistem svojemu šihtu, ga pač delaš, ne vem, to je pač moje mnenje. Dobro, še trojkica?
Jaz bi se v bistvu tukaj glih navezal na ta tvoj odgovor. Se ne strinjam s tem, da ti denar ne more kupiti sreče. Okay. Da imaš nekako brezskrbno življenje, rabiš denar. To ne pomeni, da imaš ti zdaj 100 milijonov, da nimaš zadnji te skrbi, kako bom plačal neke položnice vsak mesec, da lahko greš nekam skupaj pol z družino, da lahko nekaj doživiš, zato pa rabiš denar, definitivno. Pa lepše se je jokati v Ferrariju, kakor v kakem netu. Dobro, to ne bi rekel, no, ampak ker ne gledam na tak način, da bi rekel, ja, moram imeti ful dober avto, v tem smislu ne, mi to v bistvu ne igra nobene vloge. No. Vsak ima svoj prav, a ne? Eno ful na kratko odgovorita, ni tle kaj komplicirati. A imate kako fobijo? Ja, imam pred žuželkami. Okay. Da bi bil nesrečen v življenju, v smislu, da bi dobil nekega napačnega partnerja in bi v bistvu posledično to vplivalo na moje otroke. To mi je v bistvu najbolj prizadelno. Okay. Še eno vprašanje. Kdo je tvoj vzornik in zakaj? Moja vzornica je Taylor Swift. Kaj pa ta ženska naredila v svojem lifeu, meni je to pač mind-blowing in pač I can't, ne morem pač, that's it. Ok, sprejmem. Še trojkica? Bom v bistvu zbral svojo sestro. V življenju me največ naučila, mi pomagala, da sem v bistvu to, kar sem, na neki svoji intelektualni ravni. Vedno je verjela v mene in mi je ful pomagala na poti mojega odraščanja, vedno je bila ob meni. Tako da, če slučajno to gledaš, ful, hvala ti, saj to veš, ampak ja, definitivno moja sestra. Ok, zdaj imate pa širito priložnost, da vprašate Blaža eno vprašanje, o Ani vsak enega. Ali ima Ana raje plažo ali gore? Eno pravo mero mislim, da obojega. No. Mislim, da bi se znašla in na plaži in v gorah, ampak vseeno, jaz mislim, da bi ona vseeno rekla, da ima raje plažo. Kam recimo bi naj jo z Ano poslal, da bi vedel, da je tako mal izven njene cone obdobja, pa da v bistvu zaradi tega, ker bi bil jaz tam zraven nje, da bi ona mogoče si upala to neko stvar narediti, ki si je mogoče drugače ne bi, če bi bila recimo ona sama tam. Izjemno dobro vprašanje. Izven njene cone obdobja bi bil izgled v kakšno gurmansko restauracijo, če sem iskren. Spoži. Ja, tako. Ampak ne, tako na neko stvar, ki bi lahko bil ti nek support, je po moje neka taka adrenalinska izkušnja, ki bi bilo ful težko iti, ampak vem, da polka bi šla čez to, bi to ful pomenilo in bi bilo ful jako, da je šla s tabo čez to in bi to res ne pozabila do konca svojega lajfa. Tako da nek skok s padalom ali pa bungee ali kaj takega. Ok, hudo. To je to. Po eni strani mislim, da te morajo družiti neki skupni interesi, ampak po drugi pa moraš imeti tudi vsak neke svoje, različne. Se mi pa zdi zelo pomembno, da se pri tem podpiraš, da spoštuješ čas eden od drugega in mislim, da to pol vodi v neko pravo zvezo. Da bi pomagal iti čez neko prepreko iz neke cone obdobja in tako, to se mi zdi ful tako lepo. A zdaj se moram odločiti. Ja. Z dvojkico zelo podobna, Ana, ampak s trojkico verjamem, da še bolj izpopolnjena in mislim, da bi trojka naredila mogoče Ano še boljšo osebo, kakor je. Daleč od tega, da pravim, da dvojka bi naredila jo slabšo, ampak tako, mislim, da je tako mindset na mestu, da res da je res to, da se bosta dobro dopolnjevala. Blaž me veseli. Sara, enak. Ej, top. Kar v redu, nisem si mislil. Big reveal. Ok? Ok? Aja, kar je, ok.
Oj, čau. Pravi, zdravo. Blaž, veseli. Hvala, kot sem se bral. Okay. Jaz mislim, da je način razmišljanja tvoj bil to, kar je me kuplo, oziroma kar me je prepričalo, da si pravi kandidat za Ano. Ker mislim, da jo boš v primeru, da bo to šlo naprej, dobro dopolnjeval in da bo tudi ona tebe in da boste skupaj doživela lahko en kup lepih stvari. Mogoče pa Eurovizijo. Ja, to je to, ja, res, evo. To je to. O, Blaž, Kaj? kako si predvidljiv? Zakaj Pač predvidel? za vprašanje. Leži, tako vprašanje bi postavila po moje tudi te. Ja, res je. No, to je to prvo horoskop. To je tako To je temelj. Ja, ampak to je pol se nisi na podlagi tega sploh odločil. Ne, mislim, če bi bil oven, bi leteli ven. Ok, v redu. To je ok. Ampak pač veš, kaj so moje preference. Razumem škorpion, ampak vseeno so tudi druge stvari. Ampak je bilo ful smešno, da si tako kar že na hitro odgovor Marjanca izločil. Ok. Mislim, nisem izločil odgovora, izločil Ja, sem kandidata. osebo, ki je z rekla tako. Ja, ne, to je bilo, ampak ne vem, vibe tam nisem začutil. Tam se mi je zdelo, da vibe ni ta pravi, da ni dovolj neke energije. Tako da mislim, da je bilo to takrat. Upam, da sem se na koncu prav odločil, jaz mislim, da sem se. Ja, ne vem, bomo videli. Me pa ful zanima. Se veselim. Ja, sem živčna. tako- Se veselim pač, Ja. želela. Drum roll. Ne maram te. Lahko damo dol. Kar lahko snameš. Izbral sem ga zato, ker se mi je zdelo, da se lahko dobro dopolnjujeta, oziroma da ima tak mindset, ki bo delal tebe boljšo in da boš ti dopolnjevala njega in da sta nek tak dober fit eden za drugega. In to je to. Jaz mislim, da je bil to glavni razlog. To je to. Kaj pa vidva mislita, bi vam bilo dobro meč? Ja, to jaz ne morem povedati, ne, ja, v bistvu je ona mene poslušala. Okej. Tako da bomo videli, ne. Prosim vse kandidate, da pridejo noter, da jih vidiš. Kandidat številka 1. Jaz sem tak, ki se ga zgodila. Dvojkica. Ana, me veseli. Ok, še kandidat številka 5, ki so ti odgovori ful všeč. Marjanca. Jo. Ok, Ana, jaz zdaj predlagam, da ti v naslednjem modelu Blažu isto. Ja. Jaz imam že drugače ideje, za Gremo. koga bomo dali na vroči stol. Prosim. Hvala, ker ste nas gledali. Subskrbite, lajkite in komentirajte, če hočete, da jaz naslednjič Blažu izberem date. Lahko zdaj vržem šopek. Noben ni ujel.